Prenova starih kraških domačij je velik zalogaj, saj so te hiše pogosto del kulturne dediščine in imajo značilen arhitekturni slog. Razumeti zgodovino in značilnosti vaškega objekta je pri tem ključno. Dobro pa se je tudi zavedati, da tak tip rekonstrukcije zahteva velik časovni vložek, ki pa je, kot bomo zdaj le videli, lahko na koncu bogato poplačan. Znotraj tegale obzidja se skriva pravi biser. Zgledno prenovljena kraška domačija, ki na temeljih tradicije zdaj nudi sijajno sodobno bivanje. Vesna, pozdravljeni. Vi ste vodili prenovo tele kraške krasotice. Letnica, ki jo vidimo na vhodnem portalu, je 1853 in stavba ima poseben status. Kako je to vplivalo na samo prenovo? Ja, res je. Čeprav po arhivskih podatkih je domačija datirana v 18. stoletje, se pravi še 100 let starejša. Hkrati pa je domačija registrirana kulturna dediščina in sicer je zaščitena z najvišjo ravnjo zaščite kulturne dediščine in sicer je spomenik lokalnega pomena. To pa pomeni, da smo morali pri sami prenovi upoštevati robne pogoje, pri rekonstrukciji zelo intenzivno sodelovati tudi z pristojnim Zavodom za varstvo kulturne dediščine in z odgovorno konzervatorko. Pred prenovo je bila domačija v zelo slabem stanju, saj je že desetletja propadala. Novega lastnika je očarala na prvi pogled, zato se je kljub slabemu stanju odločil za nakup in propadajočo kraško lepotico rešil prav v zadnjem trenutku. Gre za zaprt tip kraške domačije z visokim obzidjem, vhodnim portalom ter dvoriščem ali borjačem na sprednji strani in dodatnim zadnjim dvoriščem. O tem, da je šlo tu za nekoč zelo premožno kmetijo, pričajo tudi lepi kamnoseški detajli. Tipični element tovrstne arhitekture je gank ali zunanji hodnik, do katerega dostopamo prek kamnitega stopnišča ali baladurja. V borjaču je tudi vodnjak, ki je bil prav tako tipičen element takratne gradnje. Hiša je imela kamnito streho, ki je bila ob rekonstrukciji izvedena povsem na novo v skrlati izvedbi. Tukaj je bilo prej več različnih stavb. Kaj so imele noter in kako ste jim vi dodali zdaj novo vsebino? Tako je. To je enostanovanjska hiša kot osrednja stavba, potem pa na obe strani pripadajoča gospodarska poslopja, ki so nekdaj služila kmetiji. Se pravi, v tem primeru na desni strani skedenj s senikom za otavo, na levi strani pa štala, prostor za kmetijsko orodje in potem v nadstropju senik pa kašča. To so skupaj 3 stavbe, je pa imela domačija še 4. stavbo, svinjak, s straniščem. Trudili smo se tam, kjer se je dalo vse te prostore povezati, smiselno tudi s preboji v notranjih stenah, zato da smo funkcionalno povezali in naredili v pritličju bivalne prostore, ki so združili prostore hiše in skednja. V štali je posebej sodobna savna, medtem ko so v nadstropju, ko so bili prej seniki in odri za slamo in otavo, so danes spalnice s kopalnicami. In na zgodovino prejšnjega objekta, prednji je bil povišen, opozarja tudi tale silhueta nad vami, ne? Tako je. Ko smo odkrivali zidove in omete, smo naleteli na obstoječo rastlinsko figuro, ki se nahaja za nami. To je to jabolko ali repa ali karkoli že. Tako, kot nek simbol enega obilja, bi lahko rekli. Med prenovo so odkrili tudi obris nekdanje strehe skednja, ki je viden v ometu zidu. Skedenj je bil najprej pritličen, zaradi potreb kmetije pa so ga pozneje povišali v nadstropnega. In zdaj, če se ozreva tukaj v strop, naletiva na tako imenovane planetke. In je zdaj res pravi trenutek pa čudovit primer, da nam razložite, kaj planetke sploh so. Planetke so opečne ploščice, tanke okoli 2 cm. One so služile za pokrivanje, tako kot je prikazano tukaj, za pokrivanje streh. Se pravi, običajno so bile pokrite z lesenim opažem. Tam, kjer je bilo nekoliko več bogatstva pri domačiji, so pokrivali z opečnimi planetkami, ki so jih še dodatno olepšali z pomakanjem vogalov v apneni belež. In to smo poskušali tudi pri rekonstrukciji prikazati.
Kako je prišlo do ideje za džakuzi na Borjaču? Ja, prvotno je bila želja, da bi bil na zunanjem dvorišču bazen. Ni bilo to dovoljeno, tako da smo se potem odločili za manjšo izvedbo masažnega bazena in to je danes narejeno. Hkrati smo pa potem, ker se ni izvedel bazen, smo lahko naredili nov latnik, novo senčnico, ki je nekako postala, bom rekla, zdaj zunanji razširjen prostor za uživanje na Borjaču. Nekdanji Svinjak je danes lepa letna kuhinja, prostor za obedovanje in druženje s prijatelji. V sredinskem delu Svinjaka je bila kuhinja za kuho krme z vgrajenim kotlom in dimnikom. Tudi danes ima letna kuhinja dimnik prav na enakem mestu, kot je bil nekoč. Pri rekonstrukciji so ohranili tudi delno zasnovo Svinjaka. V vogalu pa je tako kot nekoč stranišče ali kandot. Današnja razkošna savna je bila nekoč štala. O tem pričajo kamnita napajalna korita, ki so jih izkoristili kot prostor za počitek. A tole je dejansko Vesno včasih služilo temu, da si se tlele malo odpočil ali kaj? Tako, to je izvorna kamnita mizica z dvema stolčkoma, ki smo jih ohranili s tole rastlinsko figuraliko, ki smo jo potem ponovili še v notranjosti stavbe. Ampak Vesna, katera vrata so zdaj prava za vhod? Ja, nekdanji glavni vhod v hišo so bila tale vrata, neposredno v kuhinjo, danes so pa ta v nekdanji kmetijski prostor, ki smo ga mi pretvorili v vhodno vežo domačije. Skratka, tukaj greva noter. Tako. Zdaj sva vstopila v nekdanje gospodarsko poslopje, ne? Tako, ki je danes vhodna veža domačije z novim lesenim stopniščem notranjim, ki prehaja v nadstropje. Tukaj ste pa zdaj prebili, da pridemo v nekdanjo hišo. Tako, tukaj je nov preboj, ki se navizuje direktno na glavni kuhinjski prostor, ki povzema tipične elemente nekdanje kraške kuhinje, vključno z vogalno krušno pečjo, ki je obnovljena v celoti. Ampak tule pa nekdo res rad kuha, ne, Vesna? Ja, res je. Tako da pri tej zasnovi smo upoštevali želje lastnice in oblikovali namesto nekdanjega ognjišča kuhinjski otok z zadnjim retropultom in z gospodinskim delom v tem vogalu ter na mesto nekdanjega okna naredili vrata, ki kuhinjo povezuje z zadnjim vrtom. Kuhinja ima kamnit umivalnik ali škafo, kot so mu nekoč rekli. Pozicionirano je bilo pod okno, da je imela gospodinja dober pregled na dogajanje na dvorišču. Greva še na zadnji del hiše oziroma na vrt, ki je zadaj. Zadnji del je bil prej samo v pomožni funkciji in je imel samo delno obzidje. Mi smo pa ga po celotnem robu pozidali z novim obzidjem. S tem smo zagotovili dodatno zasebnost in ga oblikovali v prijeten zelen vrt z vrtnimi gredicami. Pri zasaditvi nam je pomagal Borut Benedejčič in predstavlja nekakšno protiutež temu sprednjemu, tlakovanemu, precej urejenemu dvorišču. Zadnji vrt ima tudi čudovito senco oreha, raste nova murova, tako da še posebej v poletnem času je zelo prijeten. Torej, to je nov preboj, ki smo ga naredili med hišo in med skednjem, med dvema različnima objektoma in danes služi kot povezava tega bivalnega dela iz kuhinje v nov bivalni prostor. Wow. Tole je že skedenj zdaj, je že bil prej. Zdaj se nahajava v skednju, ki je imel lesen oder. Mi smo ga nadomestili z jekleno konstrukcijo, z lesenim podom, na katerem je soba. Vesna, ne le, da ste specializirani za prenove teh tipičnih kraških hiš, ampak vidi se, čuti se, da imate do tega posebno strast. Odkot to? Ja, to me pa veseli, da se čuti. Zelo rada imam te domačije, z njimi sem zrastla in bivala, so mi zelo pri srcu in mi vedno znova mi nudijo tako navdih kot tudi učenje, kako dobro so zgrajene in poseben izziv mi predstavlja, kako to s spoštovanjem ravnati in nadgraditi današnjim potrebam primerno.